Lep pozdrav iz že prazničnega, a delovnega Štrasbura. Ta teden je naše delo precej zaznamovalo ribištvo. Najprej smo zaostrili pravila glede globokomorskega ribolova. Nažalost pa nam ni uspelo, da bi prepovedali ribolov z vlečno mrežo. Potrdili smo še novo skupno ribiško politiko. Ta denimo omejuje metanje nezaželenega ribjega ulova nazaj v vodo in uvaja ribiške kvote, ki ne bi preprečili pretiran ribolov. Parlament je prav na dan, ko smo praznovali človekove pravice in svoboščine, sprejel uredbo o programu za pravosodje za leto 2014-2020. Ta med drugim prinaša programe financiranja za izboljšanje evropskega sodelovanja na področju civilnega in kazenskega prava, za pomoč ljudem pri učinkovitejšem uveljavljanju njihovih pravic, za boj proti kriminalu in podobno. Po mojem mnenju pa to ni dovolj. Evropska unija bo morala v prihodnje razviti mehanizme za bolj učinkovit sistemski nadzor, da se bodo lahko evropski državljani počutili pravno enaki, ne glede na to, v kateri državi članici živijo. Dejstvo je, da pravosodni sistemi v nekaterih članicah so premalo učinkoviti, na primer sodni zaostanki, pa tudi politično pristranski. No, vesel sem, da smo potrdili pravila Evropskemu skladu za prilagoditev globalizaciji. Njegova sredstva so namenjena pomoč delavcem pri iskanju nove zaposlitve, če so izgubili delo zaradi pomembnih sprememb v svetovni trgovini. Tudi slovenski delavci so že prejeli pomoč iz tega sklada. Pomembna novost je, da bodo poslej do pomoči upravičeni tudi samozaposleni in zaposleni s pogodbami za določen čas. Na finančnem področju smo potrdili vključitev novih vrst prihodkov v izmenjavo davčnih podatkov med državami članicami, da bi tako zmanjšali davčne utaje. Poleg tega smo se zavzeli tudi za to, da bo lahko vsak, ki prebiva v Evropski uniji, odprl osnovni bančni račun. Lotili smo se tudi razmer v Ukrajini. S komisijo in svetom smo razpravljali o temah, ki bodo naslednji teden na dnevnem redu srečanja Evropskega sveta. Predsednik Evropske centralne banke Draghija pa smo poslanci opozorili, da mora centralna banka bolj pomagati realnemu gospodarstvu in še posebej malim podjetjem, če želimo nov gospodarski zagon v Evropi. Končujem s filmsko novico. V Štrasburu smo podelili letošnjo filmsko nagrado Lux. V izjemni konkurenci jo je prejel film belgijskega režiserja Felixa van Groeningena The Broken Circle Breakdown. Nagrada v bistvu pomeni opremo filma s podnapisi v vseh evropskih jezikih, kar omogoča, da se ga ogleda več ljudi. Za konec pa bi vam rad zaželel še lepe praznike, miren in blagoslovljen Božič ter srečno in veselo novo 2014.